Ves ta čas se je Stispuh obnašal, kakor da se mu je zmešalo. Srcem in dušo je bil pri dogajanju z vsem svojim prejšnjim jazom. Pri vsem je sodeloval, se vsega spominjal, ob vsem užival in preživljal od sile čudno razburjenost. In šele zdaj, ko sta se sijoča obraza njegovega prejšnjega jaza in Dika obrnila od dogajanja, se je domislil duha in se zavedel, kako sceloma gleda vanj in mu nad glavo gori zelo močna luč. Kako malo je treba, je rekel duh, da v teh neumnih ljudeh zbudiš tolikšno hvaležnost. Kako malo, je kakor v odmev ponovil Stispuh. Duh mu je namignil, naj prisluhne vajencema, ki sta izlivala srci in hvalila Feziviga. In ko je bilo to storjeno, mu je rekel: No, ni res? Porabil je komaj nekaj funtov vašega minljivega denarja, 3 ali 4 mogoče. Si zato zasluži tolikšno hvalo? Ne gre za to, je rekel Stispuh, ker ga je pogrela pripomba in podzavestno spregovoril kot svoj prejšnji, ne kot njegov sedanji jaz. Ne gre za to, duh. Od njega je bilo odvisno, ali naj jo je osrečil ali onesrečil, nama olajšal ali otežil službo, nama jo osladil ali zagrenil. Recimo, da je bila njegova moč v besedi in pogledu, v tako drobnih in nepomembnih rečeh, da jih je nemogoče seštevati in preštevati. Pa kaj potlej? Sreča, ki jo je naklanjal, je bila ne glede na to ravno tako velika, kakor če bi ga bila stala celo premoženje. Začutil je duhov pogled in umolknil. Kaj pa je? Je vprašal duh. Nič takega, je rekel Stispuh. Nekaj pa le, bi rekel, ni odnehal duh. Nič, je rekel Stispuh. Nič, ampak zdajle bi rad s svojim pisarjem spregovoril nekaj besed, to je vse. Njegov prejšnji jaz je pogasil luči, kakor je bilo storjeno po želji, in Stispuh in duh sta spet obstala drug ob drugem pod milim nebom. Čas mi že poteka, je pripomnil duh, hitro. Ampak to ni bilo namenjeno Stispuhu ali komu drugemu, ki bi ga videl, vendar je imelo takojšno posledico. Stispuh se je namreč znova zagledal. Zdaj je bil že starejši moški. V najboljših letih. Na obrazu še ni bilo ostrih in togih potez poznejših let, vendar so se že kazala znamenja skrbi in skopuštva. V njegovih očeh je bilo čutiti pohlepne, pogoltne, nemirne poglede, ki so razodevali, kako strast poganja korenine in kam bo pozneje legla senca rastočega drevesa. Ni bil sam, temveč je sedel zraven čedne, mlade deklice v črnini, ki je imela solzne oči, da so si iskrile v svetlobi, prihajajoči od duha božiča preteklosti. To ni veliko, je potihem rekla. Zelo malo zate. Moj prostor je pač zasedel drug malik in če te bo za naprej lahko veselil in tolažil, kakor sem te poskušala jaz, nimam pravega vzroka za žalovanje. Kateri malik pa je zasedel tvoj prostor? Se je navezal. Zlati. To je pravično ravnanje sveta, je rekel. Z nobeno rečjo ne ravna tako trdo, kakor z revščino, in nobene reči ne obsoja z večjo strogostjo, kakor pridobivanje bogastva. Preveč te je strah sveta, je mehko odgovorila. Vsa tvoja siceršnja upanja so potonila v upanju, da boš onkraj možnosti za grdo očitanje. Videla sem, kako so te drugo za drugim zapustila plemenitejša prizadevanja, dokler te ni obsedla poglavitna strast, pridobitnost. Mogoče ni res? In kaj potem, jo je zavrnil. Tudi če sem se toliko spametoval, kaj potem? Do tebe se nisem spremenil. Zmajala je z glavo. Sem se? Najina pogodba je stara. Sklenila sva jo, ko sva bila še oba revna in zadovoljna, da ostaneva taka,
dokler si ob kakšni ugodni priložnosti s potrpežljivo pridnostjo ne povečava posvetnega premoženja. Ti si se spremenil. Ko sva sklenila pogodbo, si bil drug človek. Bil sem mlad, je rekel nestrpno. Lastni občutki ti pričajo, da si bil takrat drugačen, kakor zdaj, je odgovorila. Jaz pa ne. Tisto, kar nama je obetalo srečo, ko sva bila v srcih eno, nama zdaj prinaša nesrečo, ko sva vsak zase. Kolikokrat in kako bridko sem premišljevala o tem, ti rajši ne pripovedujem. Naj ti zadostuje, da sem res premišljevala in da ti lahko vrnem svobodo. Sem jo mogoče kdaj zahteval? Z besedo? Ne, nikoli. S čim pa potem? Spremenjeno naravo, spremenjenim duhom, z drugačnim življenjskim ozračjem, z drugačnim upanjem kot velikim ciljem, z vsem, kar je moji ljubezni v tvojih očeh vzelo vso vrednost in veljavo. Če bi tega ne bilo nikoli med nama, je rekla deklica in ga stanovitno pa milo gledala, povej mi, bi me kdaj poiskal in me poskušal pridobiti? Oh, kje neki? Čutiti je bilo, kakor da se proti svoji volji pridružuje pravilnemu sklepanju, vendar je po notranjem boju rekel, tega ne misliš tako. Z veseljem bi pomislila drugače, če bi mogla, je odgovorila, Bog mi je priča. Če sem jaz izvedela tako resnico, vem, kako močna in nepremagljiva mora biti. Ampak če bi bil ti prost, danes, jutri, včeraj, si niti jaz ne morem misliti, da bi si izbral dekle brez dote. Ti, ki celo pri srčnem pomenku z njo vsako stvar pretehtavaš z dobičkom. Ali pa bi se odločil zanjo, če bi se za trenutek zadosti izneveril svojemu vodilnemu načelu. Pa kaj mi mogoče ni znano, da bi zanesljivo zmagala kes in obžalovanje? Mi je, in tako te odvezujem, iz vsega srca, iz ljubezni do tistega, kar si bil nekoč. Mislil je že spregovoriti, vendar je nadaljevala in se obrnila stran od njega. Mogoče te bo bolelo, spomin na tisto, kar je minilo, mi napol vliva upanje, da te bo. Pa za zelo, zelo malo časa. In že boš pozabil misel na to, z veseljem, kakor na nekoristne sanje, iz katerih se ti je posrečalo zbuditi se. Bodi srečen v življenju, ki si ga izbral. Odšla je in sta se razšla. Duh, je rekel stispuh, ne kaži mi več, odpelji me domov, zakaj uživaš ob tem, ko me trpinčiš? Samo še ena senca, je zaklical duh. Nič več, je zavpil stispuh, nič več. Ne maram je videti, ne kaži mi ničesar več.